Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Je že tako, da imamo v Celju veliko zelo sposobnih ljudi, ljudi, ki so pustili pečat v svoji lokalni sredini, v sredini, kjer delajo. Nocoj pa imam čast gostiti človeka, ki je pustil svoj pečat s svojim delom, trudom in vsem, kar je dosegel praktično po vsem svetu. Kako boste izvedeli skozi nocojšnjo zgodbo. Hkrati pa z vsem spoštovanjem pozdravljam častnega meščana naše mestne občine Celje, gospoda Milana Zupančiča. Dober večer. Dober večer, spoštovani Milan. Ker se poznava tako iz rokometa. Ja, to pa res, ja. Res je. Vem, da imate partizansko ime Mile in vas tako vsi kličemo. Vas lahko tudi jaz tako nocoj me dodajo. Kljub temu, da partizani danes več niso interesantni. Niso, ampak midva bova tako prijateljsko, zato da se ne bom motila, me dodajo, čeprav se ne bom zagotovo. Spoštovani Milan, lahko. Čast mi je, da vas gostim v Ženski areni, da ste se odzvali, Ženska arena, in on je en del oddaje, kjer gostim zanimive moške, poleg vseh žensk, ki imajo tudi zanimive zgodbe. Gospod Milan, niste rojen Celjan, pa vendarle vsi vas imamo za Celjana. To pa je res, ja, nisem rojen Celjan, ampak glede na to, da bom že naslednje leto 60 let živel v Celju, če bom še živ. Seveda boste. Si lahko na nek način računam, da sem Celjan. Prvo sem delal v cinkarni, slabih 11 let, potem pa v Aeru, no pa sem pa leta 88 tudi tam prestal in sem šel delati ven. In sem delal v Budimpešti do penzije. No, mi boste to vse povedali. Kje pa ste se pravzaprav rodili? Rodil sem se pa v Vojvodini. In sicer v Subotici, ker oče moj je bil na železnici v službi in leta 1929 bil iz Zidanega mosta predstavljen v Subotico v direkcijo Jugoslovanskih železnic. Tam se je poročil z mojo mamo, ki je, mimogrede naj povem, bila Madžarica. In jaz sem se pol rodil v Subotici. In ste se v Subotici rodili. Tam ste preživljali vaše otroštvo. Ja, moram vam reči nekaj, da sem jaz do leta 1941 živel v Subotici. Zakaj? Zaradi tega, ker, da moram še to povedati, da v Subotico so leta 1941 prišli Madžari. Še moram to povedati, da so Madžari prihajali v Vojvodino kot osvoboditelji, ker oni so računali, da je Vojvodina njihova in so prihajali kot osvoboditelji. Glede na to, da moj oče ni znal madžarsko, ni dobil službo in smo bili izgnani. In sicer smo pol, oče se odločil, hotel iti v Slovenijo, sem je slišal, da je v Sloveniji zelo težko življenje in se odločil in smo šli v Srbijo. Tako da sem pol med vojno od leta 1941 do 1945 živel v Pančevu. Pančevo, ki je dalo tudi nekaj dobrih rokometašev. Tudi, Dinamo Pančevo je tudi znano. Tako je. Se teh vojnih let spomnite? Moram reči, da ja, zaradi tega, ker takrat sem že bil kolikor toliko, no. Nisem bil več takrat tako mlad, da bi vse pozabil. Kakšno je bilo življenje? Kdaj mislite, pred ali med vojno? Med vojno. Ja, jaz bom rekel, da je v Banatu je bilo življenje še kar znosno. Znosno je bilo zaradi tega, ker tam živi veliko Nemcev, Švabov, in na nek način je Banat bil pod upravo Rajha. Ni bil v sklopu niti Srbija, niti kakšnega drugega dela. Madžari so želeli priti tudi v Banat sam in pa niso dali, Nemci niso to dovolili in tako smo živeli. In druga sreča je bila ta, da je oče, kot bil na železnici službi, da je veliko potoval okoli in potem je glede hrane vedno nekaj prinašal iz tistih vasine, iz okolice, pa sploh v Banatu, tako da smo, moram reči, da nismo tako slabo živeli. Dobro, določene stvari nismo imeli, ampak preživeli smo. Prav tistega streljanja in tistega najhujšega tega pa ni bilo. No, se zaradi tega, njemu so takrat ponujali službo ali v Beogradu, ali v Srbiji, ali pa Banatu in potem se pa odločil, v Beograd ne gre, ker so Beograd velikokrat bombardirali. Tako da smo pol, obstali. Kaj pa šola je takrat delovala? Ja, glede šole, no, verjetno to veste, da govorim jaz madžarsko tudi, ne. Ste se naučili. Ampak govorim madžarsko, ne znam pa pisati
čitam to še lahko, ampak pisati ne znam, ker je madžarščina ni tak enostaven jezik, ker v madžarsko šolo sem hodil... Enostavno pravite, da je? Ne, ni enostavno. Ni, ne? In hodil sem v madžarsko šolo en mesec, 4. razred osnovne šole in nikoli več. In po tistem enem mesecu nič nisem naučil nekaj ali slovarja ali ne vem koga. Skratka, govorim, ampak ne znam pa pisati madžarsko. Osnovna šola, torej madžarščine ste se naučili, čeprav je zelo težka, in potem vso osnovno šolo v tem vašem istem kraju ste jo opravljali. Osnovno šolo, ja. Ko smo pa se preselili v Pančev, takrat je bilo 8 razredov gimnazije in 1. razred gimnazije sem začel tam. S tem, da sem hodil takrat v srbsko gimnazijo, ker je bila tudi nemška in srbska med vojno. In pol sem jasno končal, ker smo leta 1945 prišli nazaj v Subotico in tam sem pol končal in tam maturiral. In ste maturirali. Ste že takrat se kaj spogledovali športom? Ja, moram reči, da ja, zaradi tega, ker imel sem srečo. Stanovali smo na železniški postaji v Subotici, nasprotje pa bil Sokolski dom predratni, ker je bilo igrišče za košarko, za odbojko in še letnja pozornica. In glede na to, da sem gledal tam tiste treninge, pa sem se tudi odločil in sem začel trenirati košarko. Košarko, zanimivo, glede na vašo višino. Ja, zaradi moje višine sem nehal čez 1 leto, ker sem rekel, to ne gre, ker sem prenizek. No, pa sem pa šel odbojko igrati. Če danes pomislim, takrat niti slučajno ne bi mogli igrati odbojko, kot je danes, ker danes igrajo odbojko sami veliki ljudje tam okoli 2 metra, celo čez 2 metra. Jaz pa sem takrat bil podajalec, bili so pa 3 podajalci, 3 tolkači in je šlo. In sem pol igral skoraj, dolgo časa. Dolgo časa. Ste imeli kaj bratov, sester? Sestro imam in sestra še vedno živi v Subotici, ni poročena, tam je navajena, ima veliko prijateljic, ona je profesorica angleščine, tako da imata kontakte? Je tudi v penziji, ja, obvezno. Vsako leto do zdaj je tudi prihajala v Slovenijo, letos vprašanje, če bo prišla, ker je nehala voziti avto. Ampak dobro, drugače smo pa v kontaktu, vsako nedeljo je pokličen, se malo pogovoriva, kaj je novega v mojem rojstnem kraju. Lepo, lepo. Vi ne potujete tja? Ja, sem jaz tudi hotel, velikokrat sem šel dol, ampak zdaj v zadnjem času ne grem več nikamer, tako da, V zadnjem času ste v športni dvorani Zlatorog, pa še malce po mestu in domov. Ja, pa tudi v zadnjem času, glede na to, da žena tudi ni preveč zdravstveno stanje in dovoljen, sem tudi nabavljač za družino, tako da poleg tega, kar ste rekli, da jim tudi v trgovine. Lepo, lepo. Tako da imate polno obveznosti. Imam. To se pravi, srednjo šolo ste dokončali potem v rojstni Subotici, na kar se odpravite študirati. Ja. Študirati pa je bilo takrat verjetno kam v Beograd. Ja, v Beograd namreč takrat v tistem času so bile določene omejitve, nisi mogel iti v drugo republiko študirati in sem zaradi tega se vpisal v Beograd na kemijo in sem po 2 letih šel v Ljubljano in v Ljubljani sem pol nadaljeval in tudi v Ljubljani končal. Kemija, to se pravi, da ste dober matematik tudi bili. Ja, imeli smo tudi matematiko. Se pravi, ste bolj za naravoslovne vede. Ja, veste, koga v gimnaziji nekam v zadnjih letih mi je kemija bila všeč, profesor moj je rekel za kemijo, je rekel tudi, že peti študirati kemijo in sem se odločil za kemijo. Sicer sem se razmišljal, bilo je par variant, še druge stvari, ampak evo, končal. Omenili ste, da se takrat ni dalo tako iti v drugo republiko študirati, zakaj pa ne? Ja, zaradi tega, ker je tudi že takrat je bilo vprašanje, če na fakultetah dosti prostora. Tam, ki je bilo prostora, recimo en moj sošolci, ne 2 sošolca sta šla študirati medicino v Ljubljano. In so jih sprejeli, si dobili tudi dovoljenje, no pa potem se malo cela stvar nekam ni več toliko strogo bilo in potem sem tudi jaz lahko šel v Ljubljano po 2 letih in sem, glede na to tudi, da je sestra začela v Ljubljani študirati, pa smo pa bili v Ljubljani. In potem ste prišli v Ljubljano, to pa je spet nov svet, popolnoma drugačen. Ja, v Ljubljani sem jaz imel veliko sorodnikov, ker oče je Slovenc, poreklom tudi iz Dolenjske. In
no, ampak glede na to, da moram zdaj povedati, ko smo že pri športu bili, lahko povem, sem še to, ko sem prišel v Ljubljani je bila odbojka precej močna in sem rekel, tu nimam kaj za iskati in sem pol prešaltil na tretji šport, ki se igra z roko, to pa je rokomet. No, v študijskih časih se srečate z rokometom. Ja. Je pa še ena zanimivost glede tega rokometa, kaj ne? Namreč niste ga igrali na asfaltu, ne v dvorani, takrat se je igral veliki rokomet, ne mali. Malega še ni bilo takrat. Tako, ampak ste igrali na nogometnem igrišču. Na nogometnem igrišču in sicer pri Svobodi Vič v Ljubljani sem igral. Vse je bilo takrat sam naporno, je bilo hujš kot nogomet, zaradi tega, ker žogo z roko hitreje prenaša kot z nogo, ne. Ampak dobro, to smo tudi preživeli. No, in pa tudi igrali ste tako pozicijo, da se je dalo malce spočiti. Tudi malo počivati. Če se lahko pohecam. No in preko tega sem pol nekako prispel tudi do tega, da sem neke funkcije opravljal tudi v rokometu. Ja, res je. Študij v Ljubljani in potem prve zaposlitve do rokometu se bova še malce bolj detaljno kasneje posvetila in vsemu temu, kar ste počeli. Pa malce bi pa šele rada vedela, kako ste pa le prišli v Celje? Po službeni poti? No, prvo moram povedati to, jaz sem imel štipendijo ene subotiške firme, tovarne Škroba, in sem pol moral seveda odslužiti svojo na tisto, mislim, štipendijo, ki sem dobival od njih, in sem potem šel v Subotico, s tem, da je moja želja bila, da pridem v Slovenijo, ker to je bila tudi želja mojega očeta, ampak nažalost prej umrl, kot je pa to realiziral. Nažalost. In sem jaz, potem, ko sem odslužil to svojo obveznost do firme, sem se odločil, da pridem v Slovenijo. Hotel sem priti v tovarno Škroba, kakšno v Sloveniji. Sem v Domžalah, to je bila edina proizvajalka šroba v Sloveniji, so rekli, da ne potrebujejo nobenega. Zdaj pa ne vem, če bi vam povedal, kak sem v Celje prišlo. Čist bi rekel, ne vem, kak bi rekel, je to čist slučajno. Namreč kaj je bilo? Jaz sem bil leta 82 na obisku ene kolegice, skupaj z ženo, ker je ona tudi kemik, na obisku v Borskem rudniku. In v Borskem rudniku sem spoznal direktorja Borskega rudnika, to je bil inženir Čeh, ki ko je slišal, on je pa imel zelo, bi rekel, navado čim več inženirjev zaposlovati in nama je ponudil z ženo skupaj, da pridemo v Bor v službo. Potem sva midva rekla, ne gremo več v Srbijo, ampak gremo v Slovenijo. In pol pa malo sem prej povedal, 61. leta, 62. leta decembra meseca dobim jaz ponudbo iz cinkarne. Zakaj? Inženir Čeh je prišel za direktorja cinkarne in se spomnil tega in mi je poslal vabilo. To pa lepo. No, ampak jaz to nisem, no takrat rekel sem hvala lepa, ne zaradi tega, ker sem istočasno dobil tudi štipendijo ameriške vlade, da lahko grem na prakso v Ameriko. Pa sem se prvo odločil za to in potem sem pa leta 63 prišel pa v cinkarno. Kako pa je bilo v Ameriki? To pa je zanimivo. Ja, v Ameriki je bilo... V tistih letih... Bilo je zanimivo, namreč takrat veliko iz Jugoslavije nismo potovali v Ameriko. Ne? Ravno zato. Ampak kaj je bilo? Bilo je takole, da smo mi, trije smo bili iz Jugoslavije, tej skupini in sicer je bila tema te špecializacije industrijska predelava soje in koruze. Soja v olje, koruza v škrob. In bilo je predvideno, da bomo 3 mesece ostali tam, ampak ko smo prišli nažalost so nam skrajšali. Zakaj? Ker proizvajalci škroba niso hoteli sprejeti te naš praktikante ali kak bi rekel štipendiste, zaradi tega, ker so bili ameriška vlada in proizvajalci škroba v nekem, bi rekel, neprijateljskih odnosih, zaradi tega, ker je vlada vedno podraževala, vedno višala ceno koruzi in so oni to zamerili vladi in niso hoteli nas sprejeti na prakso. So na ta način bojkotirali. No in potem sem pa bil 5 tednov, tako da smo pravzaprav po eni strani imeli tudi srečo, ko smo pol Amerike oblezli, ko smo bili skozi na potovanjih in obiskovali tovarne olja in tudi tovarne škroba. Kako pa ste Ameriko doživljali kot mlad človek iz Jugoslavije, ki je imela čisto drugačen način življenja, pa Amerika? Ja, prvo
Dve stvari moram reči. Prvo, bil sem navdušen, da grem v Ameriko, ker končno Amerika je veljala za nekaj naj. Po drugi strani moram reči tisto, kar sem tam videl, da sem tudi bil malo razočaran, ker nikoli mi ne slišimo o neki revščini v Ameriki, ampak to se pa tam le vidi, da je. In še nekaj, sam kot en primer naj povem, mi smo bili takrat tudi sprejeti pri predstavniku Jugobanke iz Jugoslavije v New Yorku in nas je povabil na večerjo, in ko smo še en večer hoteli iti sami domov, hotel nas ni pusto. Zakaj? Menih 100 metrov, ko smo šli skupaj, rekel, jaz da bom spremljal, nas ustavi eden, pravi, daj mi $1. Smo gledali, tale lepo vzel, pa mu dal. Pravi, kaj bi vi naredili? Se rekel, bi rekli, da nimamo. Ja, vprašanje, če vas ne bo pretepil. Se pravi, da je že takrat bilo nevarno na ameriških ulicah. Tako da, ampak malo razočaranja, pa po drugi strani, bil sem zelo vesel, da sem videl Ameriko. Dobro, sem po tistem bil ponovno, ko sem že bil v službi v Aeru, ampak marsikaj se ne ve, da se tudi tam določene stvari dogajajo. Seveda. In kot ste omenili, potem v Sloveniji služba v Aeru, lepa služba. Ja, prvo sem bil slabih 11 let v cinkarni. Imate lepe spomine na cinkarno? Imam in moram reči, da sem bil zelo zadovoljen, kljub temu, da smo preživljali tudi v cinkarni težka leta, takrat, ko so ustavljali proizvodnjo cinka, tako da smo nekaj časa celo imeli 80% plače. Moj predhodnik, inženir Mejak, je bil pred mano direktor, jaz sem prišel v Aero kot njegov pomočnik, zaradi tega, ker je njegov pomočnik šel v penzijo, potem je pa iskal nekoga, koga bi dobil in mene inženirči priporočil njemu, če bi mene vzel. In potem sem tako nekako prišel v Aero. V Aero sem pa bil 3 mandate. Hotel sem po drugem odideti, pa me niso pustili. Kakšno funkcijo ste opravljali v Aeru? Bil sem prvo pomočnik direktorja, potem pa 3 mandate generalni direktor. Generalni direktor. To se pravi, glavno tisti del vaše karijere je ustvarjen v gospodarstvu. V gospodarstvu. In že tu se tudi cinkarna, ne vem kako je v preteklosti, ampak že tudi cinkarna je vpletena v celjski šport, slovenski šport. Ja. Dobro, cinkarna moram reči, hvala Bogu, da danes imamo eno tako podjetje v Celju, ker nažalost, glede na to, da je Celje bilo svoje časno eno od najmočnejših mest gospodarstva, gledano po gospodarski plati, da je še vedno danes dobro živi, zahvaljujoč titandioksidu. Zdaj bom mogoče še to povedal. Mi smo titandioksid ponujali, da drug prevzame, ker se dolgo vleklo, dokler mi nismo končno dobili kredite za izgradnjo te tovarne. Če danes cinkarna ne bi imela titandioksida, tudi cinkarne ne bi bilo več. Ne bi bilo. Glede Aera pa ne bom govoril, ker tam sem lahko sam žalosten, da te firme ni več. Bila je pa zelo dobra firma. Zelo dobra firma. Tako dobra firma je bila, da je lahko sponzorirala tudi šport. Živela je športom takrat to podjetje. Lahko zdaj povem, ko ste mi to izvali glede tega vprašanja sponzoriranja. Izvolite. Takrat rokomet je v Celju vedno bil dober. In mi smo se plasirali iz druge lige ponovno v prvo jugoslovansko ligo. In jaz enkrat grem, takrat je bil sekretar kluba, nismo imeli še direktorji kluba, Vladu Privšku, in mi je rekel, pravi, ne bomo šli, ne moremo, nimamo denarja. Aero je v tistem času pa precej dajal za reklamo. In jaz pokličem mojega komercialnega direktorja, sem rekel, čuj, veš kak bi bilo, da bi mi tisto vsoto, ko imamo plan za reklamo, en del dal za šport. Zakaj? Jaz sem takrat računal, nisem imel neke študije, ne vem, kaj o tem, ker vam bom povedal še 2 besedi, 3 o tem, kak je pol narejena študija bila za pivovarno Laško. Smo mi od tiste vsote, od določen del dal, pravim, za rokomet. Zakaj? Računal sem na to, če se splača, da recimo en Bayer Leverkusen sponzorira nogomet, Montecatini, italijanski, Nešva, Nizozemska sponzorirali košarko. Potem se verjetno to splača. Zakaj se to ne bi splačali tudi nam?
In se to tudi splača. Zakaj? Do tega sem pol prišel, ker je za pivovarno Laško od enega mojega prijatelja sin študiral ekonomijo v Mariboru in profesor mu je rekel za diplomsko nalogo naj vzame sponzoriranje v športu. Ampak je en konkreten primer, ne teoretsko. In se on odločil za pivovarno Laško. No in smo se pol mi zmenili z direktorjem gospodom Turnškom, da je malo dobil par podatkov in je naredil študijo, torej, no mislim, diplomsko nalogo. Ta diplomska naloga, prosim, ne bom se spuščal v to, ker nisem ekonomist, da bi glih poznal te metode in kaj in kako je bilo, ampak je vzel za primerjavo televizijo, radio, 2 dnevna časopisa pa en tedenski časopis. In kolikokrat se je pojavila glede na rokomet ime pivovarne Laško, če bi za to oni plačevali, 3-krat več bi morali plačati, kot pa je bilo tisto preko športa, koliko je bilo dano denarja. Se pravi, da je že takrat, v tistih časih so se začeli te stvari strokovno obravnavati in študije na te stvari. No in pol pa moram, še sam to, pardon, da sem vas prekinil, pol pa, ko je gospod Turnšek dobil to diplomsko nalogo, je rekel, Marija Božja, pol sem pa jaz bil član nadzornega sveta v CETIS-u in sem pol direktor rekel, čuj, dajmo pretiskati tole, pa narediti kopije in smo naredili 16 kopij tega, da je razdelil vsem članom nadzornega sveta svojega v pivovarni in vsem vodilnim pivovarni, da so videli pol, koliko se to splača. Tako smo na nek način v bistvu prišla do Aera in do vas in do rokometa. Malce sva že prepletla že zgodbe, ki so se kasneje začele dogajati. Vi ste postali prvi predsednik rokometnega kluba Celjskega v imenu sponzorja. Ja. Namreč, kako je to, kakšne so bile takrat te relacije? Te relacije so bile take, da v statutu kluba je bilo, vkolikor dobijo sponzorja, dobro, prej tega nekaj je bilo železničarski rokometni klub in tak naprej, ampak v statutu je bilo napisano, da je podjetje, ki je sponzor, no mislim, tisti sponzor kluba, od tega podjetja, da je predstavnik tudi predsednik kluba. In tako sem jaz postal predsednik in sem dobrih 8 let bil predsednik rokometnega kluba Aero, takrat pod imenom Aero. Takrat je bilo rokometni klub Aero Celje, ki je igral tudi v prvi jugoslovanski ligi, kar starejši mi, danes ne vem, če si mladina sploh predstavlja, kaj je to pomenilo. No, mislim, takrat se zahvaljujoč temu, da smo mi dali denar, pol le šli igrati v prvi ligi, dobro, vse smo bili tu in tam tako, eno prvo leto smo izpadli, ampak pa smo se pa ponovno plasirali, tako da ni bilo tako slabo pravzaprav. Ni bilo slabo. V bistvu je Aero Celje, smo Aero Celje in dejansko vam osebno smo lahko hvaležni, da se je začela tlakovati ta pot takšnega načina celjskega rokometa. Veste kaj, jaz sem pol šel delati v Budimpešto in sem jaz, dobro delal sem za Slovenijo les in vsako leto sem hodil v Beograd na sejem pohištva proti koncu leta, jesen je bilo vedno. In eno leto, ko sem prišel, sem pol vedno povabil te moje bivše aerovce, da smo se dobili malo na eni večerji. In eden od teh mojih zastopnikov reče, direktore, odi, da te zagrlim. Ja. Sem rekel, šta sem ti napravil? Pravi, odi, te zagrlim, ono zbog rukometa. Pravi, vsak ponedeljek, kamorkoli sem prišel, v časopisih je bilo vse posod objavljeno, rokomet je igral Aero. Direktor rekel, vidi, tamo moja sekretarica reče, da si napiše narudžbenico, ti dođi kod mene da razgovaramo o rokometu. Torej, tajnica je morala napisati nalog. On je pa imel temo za razgovor, to je pa bil rokomet. To je bil pa rokomet. Spoštovana zadeva, vaše delo je pustilo tako velik pečat, da ste v nekem obdobju celo prevzeli funkcijo predsednika Rokometne zveze Jugoslavije. Ja. To pa je čast, ki mislim, da ni dosegel nihče iz Slovenije, da je ni, morda kasneje, ampak... Veste koga, takrat v Jugoslaviji je bil sistem, mislim, ta, da so v športih predsedniki vedno po končanem mandatu je bil predsednik iz druge republike. In tako je tudi
Slovenija prišla na vrsto in sem jaz bil eden od kandidatov in sem pol tako postal tudi predsednik Rokometne zveze. In ja, moram reči, da sem tudi vesel, danes mi je nekam kar, imam lepe spomine, da sem tudi takrat mal tudi z rokometaši potoval v svetu, bil sem na 2 svetovnih prvenstvih, enem v Seulu, to so bile mladinke, in drugem pa v Švici, ko so bili moški svetovni prvaki leta 86. To so tiste zlate generacije, še vedno zvenečih imen, zavedno zvenečih imen. To so naš nekdanji selektor gospod Vujović. Takrat smo prvič premagali Sovjetsko zvezo na tem prvenstvu. In pa smo prišli do finale in smo igrali finale proti Mađarski. Krasno. Že ta podatek, da ste takšno funkcijo prevzeli in jo potem tudi tako dolgo uspešno opravljali, pove, kaj je ime našega kluba, celjskega kluba v tistem času že pomenilo. Ja, no, se pravim, bil je en kandidat iz Ljubljane, en je bil iz Ajdovščine, jaz sem bil tretji, ampak takrat so ona 2 odstopila in so vedeli, da je Celje najmočnejši in tako sem nekako padel noter v to, da sem jaz postal predsednik. Je bilo zanimivo, kako je bilo upravljati vse to, pa vendarle s srcem je bilo treba biti za Slovenijo. Se pri takem delu to lahko kaj vpliva na karkoli? Ja, veste koga, jaz, kaj s tem, ne bom rekel, jaz sem tudi v podjetju še vedno skrbel največ za podjetje, ampak imel sem rad šport vedno in še danes, zaradi tega še vedno danes hodim na tekme. Lepo. Obstaja tudi zanimiva zgodba o tem, kako ste odpotovali v Seul, pa bova to se dotaknila tega takoj po oglasih. Dobro. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Pa smo spet nazaj, Ženska arena in on. Spoštovani gost, gospod Milan Zupančič, ki je tudi častni meščan našega knežjega mesta. Spoštovani Milan, lep kos vaše kariere sva že predebatirala v prvem delu, ustavila sva se nekje v tistem delu vašega rokometnega udejstvovanja, ko ste bili predsednik Rokometne zveze Jugoslavije. Omenili ste, da ste bili na 2 svetovnih prvenstvih. Zanimiva pa je tudi zgodba, kako ste popeljali rokometašice v Seul. Takrat se ni moglo kar tako potovati, kaj ne? Ja, glede Seula vam moram povedati tole. Mi smo dobili vabilo obvezno na Jugoslavija pride, zaradi tega, ker je to prvenstvo bilo po olimpijskih igrah v Los Angelesu, ker je Jugoslavija bila 2-krat zlata in pri moških in pri ženskah. In so oni na vsak način hoteli, da pride tudi ženska mladinska reprezentanca na to prvenstvo. Zdaj ne vem, se danes lahko to povem, mi smo takrat imeli zelo dobre prijateljske odnose za Severno Korejo in en član našega predsedstva Rokometne zveze Jugoslavije je rekel drugovi, mi v Južno Korejo ne moremo iti zaradi dobrih odnosov v Severno Korejo. In sem mi to sporočil na sedež IHF-a na Dunaj, ampak čez 10 dni dobimo odgovor. Ampak vi niste povedali zaradi česa? Ne zaradi česa, ampak smo povedali zaradi tega, ker je to dolga vožnja, da je to predrago in da toliko denarja mi nimamo na razpolago. In čez 10 dni mi dobimo ponudbo, da plačuje IHF tudi stroške prevoza in vse. Samo da Jugoslavija pride. Kaj bomo zdaj odgovorili? Ja. Zdaj pa ni več izgovora. Ne, pa sem pa prepisal temu članu, ki je bil tudi zvezni poslanec, se rekel, prosim te, daj ti to zdaj urediti. No in pol je pa dejansko čez 2-3 dni mi je telefoniral, da je uredil in da lahko gremo. No in tako smo pol prišli v Seul. Moram reči, da sem bil žalosten zaradi tega, ker tisto, kar so pričakovali Južnokorejci, mi nismo izpolnili, ker mi smo zasedli 8. mesto. Ojoj. In igrali smo zadnjo tekmo proti Romuniji, ki sem jaz imenoval balkanski finale. Dejansko res na nek način. In smo tudi to tekmo izgubili, tako smo zasedli 8. mesto. In pol pa, ko
ko sem namreč nekaj po statutu rokometne zveze je tako, da svetovna prvenstva olimpijske igre, da vodi reprezentanco predsednik zveze. In potem sem jaz tak tudi leta 86 prišel do tega, da sem šel z moško reprezentanco na svetovno prvenstvo v Švico, kjer smo, meni je tudi takrat selektor rekel, kaže, nečemo mi, da kao ženske, da igramo. Jaz nisem hotel iti, sem rekel, sram me, ne bom vas pelil, sem rekel, iz meni je bilo sram enkrat, ko sem tam pelil v Južno Korejo, to se ne bo zgodilo z nami, rekel. In dejansko se je zgodilo to, da smo mi postali svetovni prvaki. Je pa bila res dobra generacija. To je pa bila. Kakšno ime iz tiste generacije? Še danes se spominjam vseh teh, največ igralcev je bilo iz metaloplastike, Šabac. Seveda, vanzemalci. Pol pa Proleter Zrenjanin, bil je en iz Crvenke, iz železničara Niš, tudi selektor je bil Nišlija Živković. Tako da moram reči, da to lepe spomine imam, konec koncev biti svetovni prvak ni kar tako enostavno. Ne, seveda ne. Lepe spomine imate, vse skozi v tem času ste pa prisotni v našem klubu. Ja, namreč nekaj, jaz pol aera sem šel delati ven. Ko sem prišel nazaj, takrat je prišlo že do tega, da se je razpadla Jugoslavija in je postala Slovenija tudi samostojna in seveda smo imeli tudi rokometno zvezo našo, ki bi naj sprejeta bila v IHF, mislim, Svetovno federacijo rokometašev. Prvo EHF, pa potem še IHF, tako. Takrat, ko sem jaz bil predsednik rokometne zveze Jugoslavije, ni bilo še EHF-a. A še ne? Ne, pol je kasneje nastal tudi EHF. No in potem sem pa jaz postal predsednik rokometne zveze Slovenije. Se pravi, prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Lepo. Kako je bilo utirati pot vsemu temu? Ni bilo lahko. Veste zakaj? Zaradi tega, ker na začetku ni bilo denarja. In jaz nikoli ne bom pozabil, da smo mi šli na svetovno prvenstvo na Islandijo, je bilo, in je bila Slovenija tudi. In nismo imeli denarja za pot. Potem smo pa šli takrat je bil predsednik vlade gospod Peterle in smo šli na en razgovor, če bi lahko vlada financirala, da malo se uveljavimo na svetovnem področju športa tudi kot nova država. In nažalost nismo dobili denarja pri njih, ampak moram pa reči in še danes lahko samo se zahvalim bivšemu direktorju Gorenja, da, no pol je pa bil on tudi na ministrstvu, in smo od njega dobili denar, da nam je on plačal stroške prevoza in smo tako prišli na Islandijo. Na Islandiji smo... Kdo pa je bil takrat direktor Gorenja? Se bova spomnila. Tako, se bom spomnil sam trenutek, ker že razmišljam naprej, še kaj vam moram povedati. Na Islandijo ste šli? In smo šli na Islandiji, smo bili na, to pa tudi moram povedati, Slovenija tudi na mediteranskih igrah v Franciji, ker smo osvojili 3. mesto. In to moram pa zaradi tega povedati, ker takrat smo dobili od Mure obleke, reprezentanca, in mi igramo 3. tekmo, mislim za 3. mesto proti Egiptu in mi premagamo Egipt. In zdaj delijo kolajne nam za 3. mesto, takrat smo bili oblečeni različno, ne pa v oblekah tistih, ki smo imeli svečane obleke. In meni je takratni predsednik Olimpijskega komiteja rekel, ampak veste koga, lahko bi bili malo drugače oblečeni. Sem rekel, oprostite, ampak nismo računali, da bomo osvojili 3. mesto. Šli ste zato, da bi se udeležili. In pol pa Mura mi je zamerila, takrat sem rekel, jaz sem kriv zaradi tega, ker nisem fantov rekel, nisem računal tudi na to, da bomo premagali Egipt. Seveda. No, dobro, evo, to so take neke spomini. Imam pa recimo, če smo že pri oblekah, lahko še nekaj povem zopet za to svetovno prvenstvo. Izvolite. Osvojimo mi 1. mesto, zvečer je pripravljen banket, na katerega je došel podpredsednik švicarske vlade. Moji so pa rekli, fantje, predsedniče, ne možemo, mi smo umorni, ne jedemo na banket. Pa sem rekel, fantje, pa smo tudi imeli lepe obleke, vsi srajce, kravate, isto. Pokličem jaz selektorja, sem rekel, Tuto, ti si zdaj zadolžen
da fantom poveš, če ne bojo šli, gremo ti, tvoj pomočnik, zdravnik pa jaz, ker vodstvo je vedno 4, ne? Pomočnik od trenerja, selektor, pa zdravnik in vodja. Rekel, nas 4, če bomo, da sedimo tamo, prazen stol, sramota za Jugoslavijo, da ni predstavnikov igralcev, igralci, da niso tam. Ja, rekli smo, mi smo umorni. Sem rekel, ja, čak malo, misli, da tile Mađari, proti katerih smo igrali, niso umorni, pa so vsi šli. No, potem pa jih je tudi prepričal in so prišli vsi lepo. So pa bili zelo veseli, da so prišli, zato ko se je vsak dobil neko darilo in so lepe mlade punce delile in so komaj čakali, da jih kušljajo. Tako da se jim je poplačal trud, da so utrujeni po tekmi le šli tja na sprejem. Kako pa je to oranje ledine prvo za Slovensko rokometno zvezo, kako je bilo tista prva leta? Kako je sploh bilo vzpostaviti vse to? Edini problem je bil ta, da nismo imeli denarja, ne? No dobro, počasi se pol so prevzemali sponzorstva, klubi in pol je pa tudi preko tega šle malo denarja tudi za reprezentanco. Ja, ni bilo, ampak dobro, se konec koncev danes rečem, da smo nekako tudi to preživeli, to obdobje. Eto, bili smo na svetovnem prvenstvu, bili smo na mediteranskih igrah, nismo slabo igrali. Potem smo pa iz dneva v dan vedno bili boljši, tako da konec koncev se vidi kasneje tudi, da smo celo bili drugi v Evropi, ko je bilo to prvenstvo tlele pri nas v Sloveniji. Tako. Kakšno pa je bilo sodelovanje vseh teh takratnih podjetij, ki so še obstajala, pol s časoma jih je veliko ugasnilo? Veste, koga? So radi dajali v šport? Ja, bilo enih par primerov. Recimo Dobova je tudi bila sponzor. Zakaj? Zaradi tega, ker je iz Dobove je bil predstavnik Adidasa za Slovenijo, tako da je preko njih pol uspel nekaj denarja dobiti. Vse so bile kratke tele, recimo tudi v Ajdovščini so imeli sponzorje, potem so imeli Ljubljani. Ampak nažalost Riko Ribnica je danes še tisti, kateri sponzorira, Krka sigurno tudi. No, hvala Bogu, da smo imeli takega sponzorja v Celju, kot je bila Pivovarna Laško. Žal, danes lahko rečem, da... Veste kaj, jaz sem bil zaljubljenec v šport. Danes meni ne gre v račun nekaj, da v športu brez denarja ni več uspehov. No, to je pa naslednja stvar, ki sem se je želela dotakniti. Ravno s tem problemom se na nek način pri nas v Celju srečujemo. Oba sva zaljubljena v naš klub. To se pozna na obeh straneh. Pozna se na igrišču, pozna se na tribunah. In potem pridejo takšne svetle tekme, kot je bila pred nekaj dnevi, velika zmaga proti Kielu. Ali je res denar vse? Poglejte, jaz sem po tej zdaj tekmi s Kielom govoril z enimi ljudmi. Kiel ima 10-krat več sredstev, kot ima naš klub. 14 milijonov evrov letni proračun je njihov. Zdaj, če vi vzamete v obzir to, da je to 14 milijonov evrov, pa si pa predstavljate, lahko kupiš kjerkoli kakšnega dobrega igralca. Tako. Pri nas, če imajo probleme, da plačajo to, koliko jim plačujejo, ne vem, trenutno kakšne so njihove, ampak ni pol čudno, da vsako leto odhaja 6-7 igralcev iz našega kluba. Vse, kar je dobro, to pa kupujejo drugi. Ja, prišli smo v neko obdobje, ki je že kar nekaj časa traja, da smo dejansko samo valilnica dobrih igralcev, ki odidejo naprej. Ampak vedno se v tej mladi masi najdejo srčni fantje. To pa res, vsaka čast. Jaz pravim, da sem kar presenečen, kakšne rezultate dosegajo tile mladi fanti. Tako. Ker mislim, v Evropi nastopati ni zadost biti zelo dober igralec, ampak moraš imeti tudi izkušnje. Tako. In to pa manjka tem mladim fantom. Ravno tega manjka nam. Kaj pa vi menite o tem, morda samo vaše mnenje, saj na to se ne da vplivati. Vemo, ostajava v našem klubu Celjskem, pa tudi ostali slovenski klubi so zelo močno delajo na marketingu, na oglaševanju in tako naprej.
Manjši kraji ohranjajo to neko tradicijo pripadnosti, rečemo v Trebnjem bo polna dvorana, kdorkoli pride, v Celju je pa to vse pogojeno z uspehom. Eno tekmo zgubijo, Zlatorog se sprazni. Pa moramo tudi reči, da tisti kraj imajo manjše dvorane in tam je lažje napolniti. To je tudi dejstvo. Ampak imate pa prav, res je to. No in zdaj pa pogledajte, če mi danes pogledamo to Celje, kako se je razvijalo v teh letih, se ne rečem, vsaka čast in te nove firme v redu, ampak tistih firm, ta večjih, starih firm, nimamo več. Res je. Ena od firm, katera je, to je Cinkarna. Tisti sponzori, ko so prej sponzorirali šport, pa je vseeno, je to bil Emo ali je to bila Metka, je košarko nekaj časa sponzorirala, skoraj vsa podjetja so sponzorirali tudi Kladivar, ne, Atletiko. Tako je. Danes teh podjetij ni. Tale podjetje, ta novo, mlado podjetje, to so predvsem privatniki, ki so svojim delom prišli do tega, da so uspešna podjetja. Sam to niso taka podjetja, da bo on ne vem koliko lahko denarja še dajal za ne vem kaj. Seveda. To je po mojem mišljenju razlog. Glede, ne vem, koga bi najdel v Celju, da rečem, ajde, ta naj da nekaj za rokomet. Pa ne samo to. Dobro, dobimo od Cinkarne, vsaka čast. To je drugo, seveda, pa pivovarna. Pa pivovarna še vedno. To so vedno velika podjetja. Ampak mene bolj boli, vem, da bojo vodstvo kluba vedno najde tisto, da klub živi, da ohranja. Tudi zelo težko bi propadel. To je le brand, ki se je dolga leta, desetletja razvijal. Mene bolj skrbi ta upad na tribunah. Kje je tisto v dobrem in slabem? To pogrešam. Ampak tako pač je. Težko bi rekel, kaj je razlog. No dobro, sigurno eno je uspeh. Ne? Ja, razvajeno. In bili smo navajeni gledati evropske tekme. Ja. Tega pa nismo imeli zdaj. Ja. Jaz pravim nekaj. Tisti, ki niso prišli na tekmo proti Kilu, lahko jim je samo žal. Ker tako tekmo, kot je bila, ta redko v zadnjem času smo odigrali. Dolgo ne bo spet takšne tekme. In jaz upam, da bo večje število gledalcev na naslednji tekmi. Prihajajo Francozi, ki so tudi zelo močna ekipa. Ker nismo računali, da bomo koga premagali. Dobro, ajde, mogoče, ampak Kil nismo računali. Vi tudi hodite na tekme, ste vi računali, da bomo premagali Kil? Ne, nisem, res ne. Pa mislim, da nobenega dvorana. Jaz sem samo upala na tisto srčnost, da se ne osramotimo preveč. Bilo je pa ravno nasprotno, ponosni smo bili do neba. Ja, lahko nekaj povem, tisto, kar sicer nisem in ne rad povem to. Izvolite. Jaz sem računal, da na tej tekmi, če bomo zgubili z manj kot 15 golov razlike, smo veliko naredili. Torej, ste vse povedali, kakšna tekma je bila in kakšen uspeh. Grdo sem povedal, ampak tako sem računal, priznam. Tako je. In sem bil zelo, zelo presenečen in vesel, da smo drugače naredili. Še vedno ste na vseh tekmah, še vedno ljubite rokomet in vse, kar se z njim dogaja, vse spremljate. Vse te vaše angažiranosti so zahtevale svoj čas, zelo malo ste lahko pustili tistega časa za vašo družino. To se pravi, da ste imeli ob sebi partnerko, ki ali ima tako rada rokomet, ali pa ima vas tako rada, da je vse to sprejemala in držala dejansko vse 4 vogale doma, da ste vi lahko se posvetili svoji športni ljubezni. Veste, koga, na to bom vam jaz odgovoril malo drugače. Dobro, povedal bom tudi konkretno glede vprašanja, ampak jaz bom povedal nekaj. Ne samo rokomet, jaz nasploh šport izredno cenim. Zakaj? Jaz imam za to 3 razloge. Prvo, če se en otrok, mladenč, kjerkoli mladinc, ukvarja za športom, prvo dobi malo na svoji moči. Drugo, nauči se neke discipline. Trener ga na poti, ne moreš ti sam po svoje delati, kar hočeš. In pri vsem tem, če eno in drugo ubogaš, se trudiš, da hodiš redno na treninge, nimaš časa razmišljati o tretjih nekih stvareh, na katere mislim to verjetno predpostavljate. Ni časa, niti da padeš pod vpliv. Glede tega konkretnega vašega vprašanja, ja, tu pa tam mi je rekla žena že spet, ampak drugače smo nekako preživeli, evo. Imam pa še to, da se pohvalim, 2
imam 3 vnuke, 2 sta še mejhna, dvojčka, punčka pa fant, oba se ukvarjata z športom. Lepo. Eden je kajakaš Super. in je celo že veliko kolajn dobo, celo je na državnem prvenstvu postal v svoji skupini, ker je 11 let star, malo starejši, in je bil državni prvak, prosim. Čudovito. Glede vnukinje, kaj mislite, s čim se ukvarja? Rokomet. Nogomet. Nogomet. No, to sem pa slišala, da je ženski nogomet in sploh dekleta v Celju zelo, zelo Ampak zaživel. ona živi v Kopru drugačne Aha. in je navdušena. Vedno več nogometašic imamo. Ja. In dejansko v zadnjem času tudi v Sloveniji se vedno več pojavlja ta ženski nogomet. Ker pred 30 leti, če se je komu rekel, ženske bo igrali nogomet, daj, pa bi se smejali. Ja. A je res ali ni res? Ja, res je, res je. V naših časih ni bilo tega. To se pravi, da ste športna družina, da so vam... Ja, nadaljuje se. Da se tradicija nadaljuje in da so vam doma stali ob strani, ob vseh teh vaših funkcijah. Ja, sin je pa tudi igral odbojko, ne. Ja. Celo sem jaz treniral šolo, na katero je on hodil tele v Celju, ne. Tako da smo postali drugi štajerski prvaki prvo in smo pol igrali za državno prvenstvo, tam so nas pa premagali Primorci. Ja, res je. Šolski prvenstvo, ne. In vsi ti vaši dosežki, to vaše delo, vse, kar ste posvetili dejansko vaše življenje temu športu in vsemi aktivnostmi, ki ste jih opravljali, dosegli, pustili pečat, če gleda samo na to v Sloveniji, da ste dejansko med začetniki slovenskega rokometa, je obstajal prej, ampak prej je bila skupna država. Vi ste tisti, ki ste orali ledino, vi ste bili prvi predsednik v Celju, ko je bil rokometni klub Aero Celje, da ste postavili te smernice modernemu delovanju kluba in rokometa. Vse to so v našem mestu opazili, zaznali, pustili ste globoke sledi, neizbrisne in naše mesto to spoštuje in letos ste dobili tudi naziv častni občan našega mesta. Ja, bil sem malo presenečen, dobro moram pa tudi reči, tu se zahvaljujem tudi rokometnemu klubu, ker eni od iniciatorjev za prijavo mojo, da bi tudi to postal, so bili oni. In bil sem pa presenečen zaradi tega, ker sem rekel, nisem rojen Celjan in sem rekel, to pripada Celjanom. Ampak glede na to, da naslednje leto že proslavljam 60 let življenja v Celju, če bom živ še. Seveda boste. Boste. In da sem nekako pol sprejel to in sem zelo, zelo počaščen. Niste Celjan, ampak ste... Sem že. Ste Celjan. Najdaljše živim tukaj. Tako je. Vi samo rojeni niste, sicer pa ste naš Celjan. Vsi vedo, kdo je Mile ali Milan Zupančič. Vsi vedo, kakšen pečat ste pustili v slovenskem in pa jugoslovanskem rokometu. Pa vendarle, ob vseh teh uspehih, projektih, ali v vas ostaja še kakšna želja, še kakšna vizija, morda še kaj, kar pa mislite, da bi vi lahko pripomogli ali pa da bi želeli, da se ustvari glede tega našega športa, ki ga imamo oba najrajši, rokometa? Na to vaše vprašanje ne vem, kaj bi vam odgovoril. Ne vem zaradi tega, ker prej sem omenil, nažalost to jaz rečem, danes v športu ni več nobenega uspeha, če nimaš denarja. Če ni denarja. In če jaz pogledam danes to, kar sem prej že omenil v Celju, to naše gospodarstvo, jaz ne vidim kakšno podjetje, ki bi bilo sposobno nekaj več denarja dati za rokomet. Pa dobro, nismo samo rokomet, mi v Celje moram reči, da je eno zelo razvito športno mesto. Da ne govorimo o atletiko, je svoječasno v Jugoslaviji bila vodilno mesto. Imamo judo, imamo rokomet, žensko košarko, nogomet v zadnjem času nekam, kar leze naprej. Sicer sem poslušal celo neke izjave njihove, da bojo državni prvak, jaz jim privoščim. Seveda. Tako da, če skozi to gledam,
neke, kako bi rekel, svetle perspektive ne vidim v bodoče. Nažalost. Bomo videli. In ravno zaradi tega, ker gledamo črnogledo v prihodnost na vseh področjih, kakšno pa bi bilo vaše sporočilo športnikom? Ja. Moje sporočilo bi bilo prvo to, da vsak mu to koristi. To, kar sem prej omenil, tiste 3 razloge. Ne? Drugo, ne vem, kaj naj vam rečem. Ne veste. Malce sem merila na to, da oba izhajava iz nekih drugih časov, ko še ni bilo tako veliko denarja v športu, ampak je bila srčnost tista, ki je gnala, naprimer, poznam primer, ko je Veselin Vujović, naš nekdanji selektor, osvojil zlato z takratno reprezentanco. On je za nagrado dobil eno navadno televizijo. Ni bil denar tisto merilo, ali bom igral v reprezentanci ali ne. Čakajte malo, recimo to, kar se danes dogaja v nogometu, na svetu, to za mene ni prihvatljivo. No to. Ker to so nore številke. Tako. Lepo vas prosim, če tam en igralec, pa da ne omenjam imena, kljub temu, da bi lahko povedal ime, da on v enem dnevu dobi toliko denarja kot en delavec 3 mesecih. Ja. Kje je tu logika? Ja. Malce bo treba na te stvari pogledati drugače. Ne vem. Pa še nekaj me zanima, delovali ste v rokometni zvezi. Kaj mislite, zakaj še vedno ni uspelo nobeni vladi oziroma nobenemu parlamentu do zdaj poskrbeti za naše športnike, razen za olimpijce, da imajo, ko pridejo v pokoj, tisti svoj delček kruha od športa? Na to vprašanje bom jaz odgovoril z mojim mišljenjem. Prvo. Je težko vprašanje. To, kar Slovenija dosega na športnem področju za tako majhno državo, kot je Slovenija, je skoraj neverjetno. Da mi imamo svetovne prvake, evropske prvake, pa je to ali motocross, ali je to avtomobilizem, ali je to judo, ali je to celo atletiko, lahko rečemo zdaj v zadnjem času tega Čeha. Dobro, pa tudi imamo iz Celja tudi motkašico. Seveda. Da ta država malo več ne da za šport, ker je najbolj, mislim, področje športa je tisto, ko trenutno najbolj to Slovenijo postavlja v spredje. Zaradi športa smo transparenti, samo zaradi športa smo lahko ponosni v tujini. Ker jaz poznam primere, da je rekel, ja, kaj je to za ena Slovenija, jaz bi jo rad videl, kdo so to, če smo mi tam ena petina enega velemesta. Tako. Ampak, bože moj, upam, da bo mogoče, ne bom nič rekel, tu bom že preveč povedal. Da bo v prihodnosti pa le se končno odprlo. Upajmo, da bo boljše. Da bo boljše, da bodo naši športniki tudi po karierah malce bolj vedro gledali v prihodnost, ne le strahom. No, tudi to, recimo, za tele olimpionike naše, v drugih bivših jugoslovanskih republikah več daje država, kot je pa Slovenija dala. Seveda. Jaz sem takrat, ko je bil naš trener Matić, govoril z njim, on danes dobiva okoli 1000 evrov za to, ker so bili 3. na svetovnem prvenstvu, Jugoslavija še. Ja, ker ima medaljo. Ja. To so stvari, ki jih ne gre pozabiti in ki jih gre nekako vedno bolj pogosto omenjati, kajti tudi zaradi tega marsikdo v športu obupa in išče drugo pot. Nažalost. Vi niste obupali, vi ste vašo kariero pripeljali do tiste najlepše točke možne, dali ste našemu športu ogromno, za kar se vam tudi osebno na nek način zahvalim, sem počaščena in čast mi je, da... Ja, meni je tudi v čast, da ste me povabili. Hvala lepa. Da sem lahko z vami pogovorila se, želim in upam, da se bova še dolga leta srečevala na tribunah Zlatoroga in skupaj navijala za naš in celjski in slovenski rokomet. Jaz bi bil vesel dolga leta, ker
nisem več mlad, tako da me ne čaka veliko let še. Ampak zagotovo bo. Glede na vaše zdravje, bova še veliko tekem skupaj pogledala. Hvala lepa, hvala za vas. Hvala vam, spoštovani gospod Milan. Vse dobro, obilo zdravja in srečno. Najlepša hvala in dejansko še enkrat hvala za povabilo. Hvala vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa se spet vidimo prihodnjič. Lahko noč.